Lepo pozdravljen. Včeraj se je v parlamentu odločilo, da bo zakon o malem delu sprejet. Mogoče kakšen komentar? Ja, včeraj so po izglasovanem vetu izglasovali veto oziroma izglasovali zakon z absolutno večino. Mi smo od veta pa do v bistvu predvčerajšnjem bili z vsemi poslanci, z vsemi poslanskimi skupinami, z vsemi smo se pogovarjali o njihovem glasovanju oziroma o našem videnju. Problem poslancev je bil, zakaj smo mi proti, nimamo pa rešitev. Mi smo te rešitve predlagali neštetokrat ministrstvu in smo zdaj pač še naredili en krog, da smo še poslancem povedali, kako pa mi vidimo. Da mi vidimo v bistvu, če bi zakon padel, današnji dan sredo, če bi zakon včeraj padel, kot prvi dan dela, ne pa prvi dan nekega uspeha. Tako da zdaj se enostavno moramo še dlje ukvarjati z zakonom o malem delu namesto s štipendijami, namesto z domovi, namesto z ostalimi stvarmi, ki ne štimajo. Tako da moram pa reči, da čisto vsi poslanci so bili skeptični do zakona. Jaz poznam veliko poslancev, ki so proti temu zakonu, pa so včeraj glasovali za zakon. Pač bila je neka disciplina, verjetno tudi neka politična trgovina. Na koncu je pač bilo treba stisniti, sej tako pač nažalost parlament deluje. Še v torek pa je veliko poslancev izrazilo tak dvom, da smo bili nekako do včeraj optimistični. Zdaj pa se treba pač poslužiti ostalih opcij, kako pride do referenduma na najboljši način. Greva kar od začetka. Recimo, veliko pravnikov se tudi ne strinja s tem zakonom o malem delu, govorijo, da pač ni do potankosti premišljen. Dajo tudi svoje rešitve. Kakšne rešitve pa je recimo podal torej ŠOM oziroma še više ŠOS? Ja, problem je definitivno treba gledati širše. Mi smo mnenja, da bo naslednje leto, vkolikor se nič ne spremeni, recimo da malo dela ne obstaja, ne bi obstajalo, je naslednje leto za študentsko delo kot tako odločilno. Pripravlja se enotna evidenca vpisov, ki bo v bistvu odrezala vse fiktivne študente, ki izkoriščajo študentski status zato, da lahko delajo, jih bo enostavno odrezala. Ne bodo več mogli izkoriščati tega statusa. Pripravlja se, so pa še drugi ukrepi, ki so podcenjeni. Pripravlja se reforma bolonjskega sistema, ki bi naj bila z naslednjim študijskim letom v veljavi. Pripravlja se reforma financiranja fakultet oziroma univerz. To je mogoče na prvi korak ne zgleda pomembno, je pa zelo pomembno, ker bo imel odločilni vpliv na študijski proces. Študentje bojo počasi čisto vsi v Bolonji. Bolonja se bo spremenila na tak način, da bo moral vsak študent biti več na faksu, več delati in bo imel na faksu, logično, in bo imel manj časa delati. Enotna evidenca bo zmanjšala za skoraj 30% obseg študentskega dela. Istočasno sta pa sicer sprejeta dva zakona, ki obljubljata štipendije, ampak če kaj vemo, je to, da so v 10 letih nas velika žene čez vode pelali, kar se tiče štipendij. Tako da tukaj bi bilo treba enostavno počakati, da so podeljene, ne pa obljubljene. Ampak korelacija med podeljenimi štipendijami in zmanjšanjem študentskega dela je velika. Pomeni, če 30% študentsko delo pade iz enotne evidence vpisov, z ostalih ukrepov na področju visokega šolstva, potem prišteje zraven dodatne posle, ki se gradijo, in pa dodatne štipendije, ki se podelijo, pomeni, da imajo študentje manj stroškov. Vse to bo pomenilo, da bi se študentsko delo za 40 do 50% mogoče v celotnem naslednjem letu obseg zmanjšalo v celotni Sloveniji. V tem času prilagajanja tega sistema obstajajo druge rešitve, kot so povečanje nadzora, dodatni inšpekcijski nadzor, kontrola na delodajalci in pa tak naprej, ki bi pač to omejile do te mere, da bi drugo leto takle čas bila situacija drastično drugačna, tudi če se je sploh ne dotikamo. In v tem prehodnem obdobju študentsko delo služi kot neko lepilo, ki drži sistem skupaj, da se sistem lahko pretvori v nov sistem, ki bo itak prišel. Potem drugo leto pa enostavno vidiš nove podatke, nove demografske podatke, nove štipendijsko schemo in enostavno na podlagi tega urediš trenutni sistem. Študentsko delo danes kot tako ni rešitev, malo delo je še manj rešitev in mi smo ta prvi, ki smo eno leto nazaj rekli, kaj vse bi bilo treba spremeniti znotraj študentskega dela. Trenutno ni rožnato, ni dobro, imamo mi tudi pripravljen, kaj bi lahko spremenili, ampak to je tako, če en policaj sprejme podkupnino, kaj bomo ukinili policijo. Ali pa v tem primeru bi mogli že ukiniti vlado, pa ne vem ti kaj vse. Gre se za to, da ne moramo zaradi 10%, ki so se izrodili, ukinjati celega sistema. Mora se tistih 10% poskušati urediti z obstoječo zakonodajo.
Kaj pa mogoče, recimo, kaj bo vplivalo, kako bo vplivalo malo delo, recimo, na delovanje samega ŠOS oziroma študentske organizacije v Mariboru? Jaz sem še vedno mnenja, da pač papir vse prenese. Jaz mislim, da zakona v realnosti, v resnici, če ne bojo drastičnih korakov naredili, ki pa jih v enem letu praktično ne morejo narediti, da ne bo zaživel. Problem je v implementaciji tega zakona, to je že bolj tehnično vprašanje, ker uvaja ogromen nov birokratski sistem, uvaja novo centralno evidenco, ki je recimo bila izločena iz zakona, urejena, zdaj po novem urejena nekje drugje, naredili so razpis in ta razpis je že dvakrat propadel. Če bi hoteli slediti neki časovnici, bi že prvič mogel biti nekdo izbran in se bi mogli na tem že delati. Tako da jaz mislim, da tehnično je nemogoče implementirati to. Nemogoče implementirati do te mere, da bom recimo jaz pomagal čistiti skladišče v Merkurju tukaj čez cesto, naslednji dan bom pa hotel priti kelnariti na Štuka, bi mogel na Štuku vedeti točno, koliko ur sem jaz prejšnji dan od tam oddelal. Vzpostavitev takega informacijskega sistema, pa tropartitna elektronska napotnica, so sanje v enem letu. Nemogoče jih je implementirati. Tako da jaz mislim, da to v realnosti ne bo zaživel, da bomo tudi, če bo sprejet, če nam ne bo uspel na referendumu in nič, da bo Državni zbor naslednje leto mogel nekot podaljšati to implementacijo, ker enostavno infrastrukture, da bi to v resnici zaživel, ni. Če pa bi, tako kot je na papirju napisano, zaživelo, bi pa to enostavno pomenilo, da bi lahko na takšni organizaciji, kot je ŠOS, ali pa bomo konkretni na ŠOM-u, na katerem trenutno več kot 50 študentov pomaga na projektih, plus še, bom rekel, podporna služba, bi lahko na ŠOM-u delali okrog 4 mali delavci po tem zakonu, ker nevladne organizacije niso izvzete iz kvot. Za nas veljajo iste kvote kot za podjetja. Pa mi še nismo največji problem, 90% podjetij je malih podjetij. Meni se da celo 93% po statističnih podatkih je malih podjetij, ki niso bazirana, ne vem, v Mariboru, Ljubljani, Celju, Kopru, v večjih mestih. Pomeni, ta podjetja so na periferiji, so podvržene najhujšim kvotam, pa ni nadzora. Pomeni, siliš, da bojo plačevali na črno. In tukaj noter bo trg najdel take lukne, da jaz mislim, da bo več dela na črno, študentsko delo, zaradi tega, ker smo dobili 500 000 ljudi nove konkurence, za isto ponudbo del bo drastično upadlo, tako da jaz mislim, da tudi, če že gledamo konkretno koncesijske dajatve, bojo na nuli. Seveda moram še enkrat omeniti to, da se malo delo v bistvu dotika tudi drugih socialnih skupin, ne samo študentov. Kakšen je pa njihov pogled, zdaj se mogoče že kaj spremenil izpred 5 mesecev do zdaj? Ja, za brezposelne, bom rekel, brezposelne težko govorimo, zaradi tega, ker brezposelni nimajo svojega predstavnika. Ne moreš brezposelnih povabiti v neko delovno skupino na ministrstvo. Tako da brezposelne, bom rekel, v tem primeru zastopajo na nek način sindikati. Prvotno je bil zakon delan za brezposelne. Kasneje so dodali, ampak efekt, ki ga bo na koncu imelo, je, da bojo teh 100 000 ljudi, ki si zasluži službo, veliko delo, normalno službo, enostavno podvrženih temu, da jih bojo delodajalci imeli na malo delo. Tudi tisti, ki so zdaj za določen čas zaposleni, bo delodajalec najdel neko razlog, da pač mu ne podaljša pogodbe za določen čas in ga bo vrgel na malo delo. Tako da ni to nevarno samo za teh 100 000 brezposelnih trenutno, ki bi pač mogoče za 3-4 dni, ki je dobili službo, si mal dodatno zaslužili. Jaz verjamem, da so takoj za to, ampak ne, če to pomeni žrtvovanje potencijala, da dobi delo za nedoločen čas, delo za, kot si ga želi, ali pa delo, kot ga je mogoče opravilo prednje službo izgubil. Kar se tiče upokojencev, upokojenci so tisti, ki so v tej državi že 40 let delali. So tisti, ki jih zdaj itak že prosijo, da morajo še 2 leti dlje delati. In zdaj potem, ko bojo morali delati še pa 2 leti dlje in pa država omogoča še en sistem, kjer bojo lahko še dodatno delali, iz katerega naslova ne bojo imeli nobene dodatne pokojnine. In enostavno tega si ne zaslužijo. Tudi Zveza upokojencev se z določenimi segmenti zakona strinja, ampak z enačenjem teh skupin, z nekim konceptom se pa ne strinja. Pomeni, tu je enostavno vlada šla na silo. Med te 3 skupine v isti koš pa ne sodijo v isti koš.
Morate vedeti, da pač brezposeln ima nadomestilo na borzi, upokojenec ima penzijo. Oboje lahko argumentiramo, da je prenisko, previsoko, da jih je preveč, kakorkoli, ampak oni vsi to imajo. Študentje pa nimamo nekega univerzalnega dohodka. Toliko ti dajo starši, če pa imaš štipendijo, imaš pa štipendijo. Štipendije so preniske, pa imajo vsak peti. Tako da tu je jasen argument, da pač te tri skupine ne grejo v isti koš.